Gotovo je danes za celotno Slovenijo zanimiv obisk predsednika evrske skupine, gospoda Dijsselbloema, katerega sem tudi sam danes dopoldne sprejel in se z njim pogovarjal kot predsednik odbora za zadeve Evropske unije skupaj s predsednikom odbora za finance in monetarno politiko. Seveda, pogovor je bil za zaprtimi vrati, ampak ključno moje spoznanje pa je to, da Evropska komisija, Evrska skupina, Evropska monetarna unija, Evropska centralna banka, vse to so inštitucije, katerim je dejansko treba povedati, da ukrepi, ki jih vlada v Sloveniji pripravlja, da bodo resnično prijeli. Torej, vse te evropske inštitucije nekako čakajo in na naše zaupanje. Ključno pri reševanju Slovenije, bančnega sistema predvsem, o tem bomo danes govorili, je zaupanje. In gospodarska kriza, ki je močno prizadela gospodarski sektor, se je v letih 2011 in 2012 razširila še v bančni sektor. Prejšnja vlada je že pripravila zakon o ukrepih za krepitev bančnega sistema. Žal zaradi politične krize in tudi drugih razlogov še danes pravzaprav ta zakon ni zaživel v polni meri. Trenutno se seveda soočamo z tako imenovanimi stres testi v slovenskih bankah, v pretežni državni lasti, in mi smo tudi že napovedali, da tudi letošnji oziroma spremembe proračuna za leto 2014 in proračun za leto 2015 sta močno odvisna od teh stres testov. Zdaj, seveda, tudi v nekako reševanje slovenskega bančnega sistema je bil narejen že dejansko ukrep, ki je pomeni za Faktor banko in za Pro banko tako imenovano nadzorovano likvidacijo. Gre torej za dve zasebni banki in tukaj bi pravzaprav današnjo novinarsko konferenco začel. Če berete priporočila Evropske centralne banke vezana na novelo zakona o bančništvu, potem dejansko bralec dobi nekako dvom, ali je nadzorovana likvidacija teh dveh zasebnih bank pravi ukrep, prava rešitev ali ne. Tam dejansko lahko ugotovimo, da se nekako Evropska centralna banka bolj nagiba k stečaju. In to je informacija in tema, o kateri se bo pravzaprav gotovo še razpravljalo, predvsem v bančnih, pa seveda tudi v političnih krogih. Zdaj, glede zakona o noveli zakona o bančništvu bi želel povedati naslednje. Nova Slovenija je v mandatu 2004-2008 močno podpirala privatizacijo najprej Nove kreditne banke Maribor po sistemu IPO. To je v bistvu zelo pregleden način prodaje delnic, vendar zdaj je treba tudi ugotoviti, da novi zakon o bančništvu na nek način prinaša rešitve, ki bodo prizadele tudi male delničarje. In v zvezi s tem smo mi v Novi Sloveniji zelo zadržani, kar zadeva podporo noveli zakona o bančništvu. Naša sklepna ocena je, da ključni nivoj odločanja podcenjujejo makroekonomske posledice razvrednotenja imetnikov hibridnih in podrejenih obveznic slovenskih poslovnih bank in da se niso sposobni argumentirano pogajati s predstavniki Evropske komisije, na katero
pravzaprav prevaljujejo vso krivdo za to vrstne posege. Zakaj o tem govorim? Zakaj govorim o pogajanju z Evropsko komisijo? Zato, ker je danes predsednik evrske skupine izpostavil, to pa tukaj lahko povem, da se je potrebno z evropskimi inštitucijami pogajati in da to niso inštitucije, ki so nekje daleč od nas, daleč od Slovenije, ampak so to vendarle tudi naše inštitucije. In zato v smislu reševanja slovenskega bančnega sistema bi se morala predvsem slovenska vlada in Banka Slovenije z evropskimi inštitucijami pogajati. Gotovo tudi zaradi tega, ker je slovenski bančni sistem specifičen, ga pravzaprav ni enakega ali pa podobnega v Evropski uniji. Nekateri vlagatelji, in to enostavno vlada noče slišati, nekateri vlagatelji že najavljajo proteste s pozivi vsem vlagateljem v slovenske banke, da dvignejo vse svoje prihranke in da prenehajo z odplačevanjem kreditov bankam, saj tudi banke ne izpolnjujejo več svoje obveznosti do svojih dolžnikov. To so izjemno nevarni signali za slovenski bančni sistem. Mi mislimo v Novi Sloveniji, da je vlada prehitro sprejela predlog zakona o bančništvu, predno je dejansko naredila simulacije, kaj lahko določbe tega zakona prinesejo v slovenski bančni sistem. Jaz bi želel, če še dovolite, v nadaljevanju izpostaviti nekatere ključne argumente proti razvrednotenju imetnikov teh finančnih instrumentov, o katerih sem govoril. Torej, gre za imetnike hibridnih in podrejenih obveznic. Ker ti so pravzaprav ne direktno, ampak posredno povezani tudi z malimi delničarji v slovenskih bankah, ki jih mi v Novi Sloveniji želimo zaščititi. Slovenske sistemske poslovne banke imajo skupaj okrog 275 milijonov evrov hibridnih in podrejenih obveznic. Gre za relativno majhen obseg v primerjavi z zneskom, ki ga namerava država nameniti za sanacijo teh poslovnih bank. V slovenskih poslovnih bankah so za razliko od Cipra neposredno ali posredno preko institucionalnih vlagateljev, to pomeni pokojninskih skladov, zavarovalnic, vzajemnih skladov in podobno, naloženi življenjski prihranki naših državljank in državljanov. Torej tistih, ki so s pridnim delom varčevali in imajo na bankah naložene svoje prihranke. In predvsem za te ljudi se nam gre, predvsem te prihranke naših državljank in državljanov mi želimo zaščititi. Zato opozarjamo na nekatere nedomišljene rešitve v noveli zakona o bančništvu. Pomembni vlagatelji v obveznice slovenskih poslovnih bank so institucionalni vlagatelji, ki zaradi strahu pred izgubo svojih strank javno niso pripravljeni izpostaviti tega problema, na drugi strani pa individualno priznavajo, da bo morebitno razvrednotenje poleg izgube poslov povzročilo tudi potrebe po njihovih dodatnih dokapitalizacijah. V primeru razvrednotenja bodo depozitarji v celoti prekinili poslovno sodelovanje z bankami, njihovi prihranki bodo odšli v tujino, kreditojemalci ne bodo sposobni odplačati svojih kreditov. Država je dala jamstvo za reševanje vlog nad 100.000 evrov v dveh manjših zasebnih bankah. Noče pa zaščititi vlagateljev v hibridne in podrejene obveznice bank v državni lasti, ki so nudile celo nižje donose za bolj tvegane finančne instrumente. Slovenska ekonomija, to vsi vemo, je majhna in prepletena. Vsak sprejeti ukrep ima praviloma daljnosežne, negativne, pa tudi seveda pozitivne posledice. Tako da zaključim ta prvi del s tem, da so nekatere določbe zakona o bančništvu
nedomišljene, ne varujejo malih delničarjev, tistih, ki so po najbolj možnem transparentnem postopku prišli kupili delnice za svojimi prihranki. In glede na to, ker ni garancij, da bi ta novela zakona o bančništvu prinesla do stabilnosti slovenskega bančnega sistema, smo torej zaskrbljeni in kot rečeno, in s tem zaključujem, zaskrbljeni in